Magister Petar Papuga, doktor medicine, je tudi specialist za akupunkturo in zdravnik kitajske medicine. Nekaj iz svojega bogatega znanja je zaupal tudi Ani Mikuš za našo oddajo. Danes si lahko pogledate prvi del. Doktor Papuga, kakšna je razlika med tradicionalno kitajsko medicino in medicino, kot jo poznamo pri nas? In ali velja, da je celovitejši pristop tudi bolj učinkovit? Ja, to je predvsem odvisno od bolezni, za katero gre. So stanja, pri katerih je zagotovo nujno dvotirno zdravljenje, so pa tudi stanja, pri katerih se recimo lahko to izbira med eno ali pa drugo in takrat mogoče govorimo o neki alternativi. Drugače pa kar zadeva zdravje, zdravljenje in medicino, jaz mislim, da je integracija dolgoročno edina alternativa. Kar zadeva razlike v sistemu, jaz bi rekel, predvsem je razlika v neki izhodiščni doktrini in gledanju na zdravje in zato bi tudi tako na hitro težko povzel vse razlike, vendar jih je ogromno, so pa tudi stične točke, ki absolutno skladno potrjujejo neko logiko dimenzije zdravja in zdravljenja. V tujini, v bližnjih državah zasledimo na policah lekarn in specializiranih trgovin veliko dopolnil z področja tradicionalne kitajske medicine. Pri nas zaenkrat žal še ne. Se bo v kratkem to kaj spremenilo? Pa jaz mislim, da je to en umestni prostor, ki zahteva tudi neko dolgoročno sledenje in tudi mogoče nek, jaz bi rekel, prilagojen način registracije in teh dopolnil, ne samo prehranskih, ampak tudi recimo, ne vem, zeliščnih izvlečkov, ki imajo določene zdravilne učinkovitosti, ampak kot vemo, je proces registracije zdravila zelo dolgoročen in dolgotrajen. In za vse tiste izdelke, ki imajo neko svojo prihodnost, jaz bi rekel, je dobro, da se to naredi na tak ordinaren, kakovosten način registracije, vendar pravim, so umestna zelišča in začimbe, recimo, ki bi jih lahko v nekoliko bolj koncentrirani obliki uporabljali, ne vem, pri cirkulatornih recimo motnjah, pri motnjah delovanja sečil ali pa prebavil. To je nekaj, kar je vmes in kar danes pravzaprav že počasi prihaja ne samo v lekarne, ampak tudi v neke drogerije in bolj založene trgovine. Ne. Leta 2015 je Nobelovo nagrado dobila kitajska raziskovalka dr. Jojo Tu z področja tradicionalne kitajske medicine, farmakologije. Zagotovo velik dogodek. Kako mislite, da je to vplivalo na neko splošno mnenje oziroma odnos do tradicionalne kitajske medicine v Evropi? Namreč raba kitajskih zelišč je seveda na Kitajskem dosti drugače postavljena kot pri nas. In zato je tu tudi za nek naš prostor pozitivno presenečenje. Vendar jaz mislim, da to ne bo bistveno spremenilo odnos do rabe kitajskih zelišč in kitajskih izvlečkov, ker v končni fazi so tudi središča v Evropi in dežele, v katerih je recimo znanje o zeliščih in farmakološko znanje in biokemično znanje že na dosti višji ravni, kakor znanje o kitajskih zeliščih. Bom rekel, pri nam, ne? In zato mislim, da je to mogoče spodbuda, da se tudi neke domače resurse malo bolj kakovostno obdela in predela, ker dejansko v zeliščarstvu je ta problem, da aktivna snov, ko je vi pač ekstrahirate iz zelišča, ne deluje povsem identično, kakor če je znotraj zelišča. In to so že dolga leta znani problemi pri raziskovalnem delu, ker pri raziskavah mi vedno želimo imeti natančno odmerjanje aktivne snovi. In to je problem, ker pravim, ta aktivna snov je lahko tudi potencialno bolj toksična ali pa potencialno tudi drugače ali pa manj učinkovita, kakor če se uporablja kot celo zel. V zel je pa vedno vprašanje deleža celuloznih vlaken, deleža vlage in tako dalje. In to je za raziskovalno delo težje nadzorovati. Če prav razumem, moramo na primer tinkturo koprive pazljiveje uporabljati kakor koprivin čaj. Absolutno. Že zaradi vsebnosti alkohola in ljudi, recimo, ki imajo občutljiva jetra ali pa trebušna slinavka in zdaj, če nekdo vzame, ne vem, 30-40 kapljic na dan in ima
neko manjšo okvaro jeter, se to lahko tudi pozna. Ne. In zato pravim, problem odmerjanja je nekoliko presežen pri izvlečkih, kar zadeva aktivno snov, ampak končna učinkovitost pa s tem ni dorečena. Katera zelišča pa najpogosteje vi priporočate svojim pacientom? Veste, jaz sem sicer bolj orientiran na domača zelišča, ne, in zelo malo nekih dodatkov svetujem v primeru, da jih recimo ni med našim naborom zelišča, ampak je pa vsekakor prevladujejo zelišča za razstrupljanje, torej detoksikacijo jeter, za povečano izločanje. Zdaj pač, če gre za, ne vem, bolezni dihalcev, to potem zelišča, ki mehčajo sluzinku, pomagajo odkašljevanje, ne. Ampak je pa, pravim, to je odvisno od primera do primera. Recimo v grobem, mogoče tam enih 70-80 domačih zelišč imam dokaj redno v rabi. In seveda za vsakega so to nekoliko prilagojene kombinacije. Moramo biti pazljivi pri morebitnih kontraindikacijah med zelišči in pa zdravili. Obstajajo tudi kontraindikacije, ja, in ta zelišča, moram reči, da sicer nekako manj predpisujem, ne, ker vem, da se terapije skozi čas spreminjajo in ko ljudje pač začnejo neka druga zdravila jemati, je to lahko potencialen problem. Ampak sicer je pravilo, da pravzaprav tudi zeliščne svarke ljudje ne jemljejo dan za dnevom več kot 3 do 6 mesecev, recimo, ne. Pol se pa že delajo presledki, ne, in glede na stanje se temu tudi nekako sledi, ne. Ampak je pa dobro, da se vsakdo pri svoji, jaz bi rekel, terapiji opazuje in da čim natančneje sporoča o morebitnem neskladnem odzivu ali pa slabem počutju. Čeprav razumem, daljše kontinuirano uživanje tudi zdravilnih zelišč, ki so na prvi pogled nedolžna, bi moralo potekati pod strokovnim nadzorom oziroma vsaj ob posvetovanju. Vsekakor je to zaželeno, ne, ampak veste, ni to nič nenavadnega. Tako kot hrana mora biti sezonska in raznovrstna, tako bi tudi mogli pač, ne vem, menjavati zelišča skozi letne čase, ne, ker, ne vem, navada je, da vsi jejo regrat, ko se začne spomladi, ampak v kitajskem prostoru se to že zdavnaj ve, da je regrat zdravilo, ki razstruplja, ki veže določene toksine in pomaga pravzaprav tistemu prehodu letnega časa skozi telo, ne. Tako da pač to so standardi. Zdaj pa to, da mi dodamo še krompir, jajca in ocvirke v regrat, je pa nekaj drugega. Ampak stvar je, na vsak način je sezonsko pravilo za vse zdrave ljudi koristno, ne. Zdaj pač za tiste, ki so bolni, je pa to toliko slabše. Drugi del tega zanimivega pogovora pa si boste lahko pogledali v eni naših naslednjih oddaj. Naj bo mesec maj lep tudi za vas.